Gospod Zupan, vi ste v bistvu hodili v šolo, ste šolali v Nemčiji, ne? Tam ste živeli v Bodenskem jezeru. Povejte nam, kakšna je ta kulturna razlika med Nemčijo, ker tu zdaj govorimo res, kot da smo na najstrožjem Balkanu, ne? Vse vidite, kaj se vse dogaja. Kaj je zdaj, kaj je tista kulturna razlika? Ali bi se kaj takega lahko zgodilo v Nemčiji? Jaz mislim, da ja. Da tudi Nemci niso več to, kar so bili, ali kako? Glejte, to je že veliko vode preteklo, odkar sem se vrnila iz Nemčije in jaz na Nemčijo lahko gledam skozi naivne oči 16-letnice. Danes je Nemčija povsem drugačna in kolikor še spremljam dogajanje v Nemčiji, imajo tudi oni izzive, pri čemer bi pa rekla, da pravna država tam funkcionira. Ta prispevek pa tu pa ruši mojo vero v pravno državo in si želim, da bi nekdo prišel, ki bi mi dokazal, da sistem vseeno funkcionira in deluje. Mislim, brez veljavnega gradbenega dovoljenja graditi tak projekt, jaz si to ne predstavljam. Pa brez projekta za izvedbo del, lepo vas prosim, pa kje so inšpekcije? Pa probajte vi zgraditi, pa bojo takoj prileteli. Mislim, se to je tisto, kar nas res... Mislim, kdo si, ker koliko imamo pa črnih gradenj, ki so bile potem legalizirane, kar se je zavlačevalo. Ja, ampak dobro, so bile, ampak to od danes naprej, ne. Zdaj ta nova gradbena zakonodaja že velja, ne, eno leto ali še več velja, pa jo v praksi od letos od 1.7., če se prav spominjam, in zdaj še vedno je to tako. Kdaj se bo to končalo? Gospod Šešerko, povejte nam. Ne vem, ampak vidim pa, da je Slovenija zelo v težkem položaju. Da je recimo ta razprodaja slovenskega gospodarstva, ki mislim, da je najhujši udarec v zadnjih 30 letih, da je bila čisto fingirana. Ker recimo nakup brniškega letališča so naredili Nemci, hkrati se je pa ravno ta teden razkrilo, da imajo ogromno teh drugorazrednih cest v izredno slabem stanju, da imajo šole v slabem stanju, da imajo strehe neurejene na javnih zgradbah in tako naprej, ker so striktno varčevali pri proračunu, je bilo pa dovolj državnega denarja, da so kupili letališče pri nas. Mislim, to kaže, kako je le neka razlika med Nemčijo in Slovenijo. Da je pri nas ta hlapčevstvo polnem zamahu, medtem ko v Nemčiji pa so malo bolj zviti. Ne delajo se tako neumne. In če vidijo, da imajo možnost pri bedakih dobro pokasirati, to takoj naredijo. Ja, potem ni čudno, da se ljudje samo organizirajo. Če vas Štajerska varda ogroža, pokličite policijo. Ta nasvet smo ta teden lahko slišali prav strani policije. Paradiranje z imitacijami orožja po gozdovih samo po sebi ni ne kaznivo dejanje, ne prekršek. Prekršek pa lahko postane, če pri ljudeh povzroči vznemirjenje ali občutek ogroženosti. Ali bi torej morali Štajerski vardi in podobnim skupinam tudi s pomočjo zakonskih sprememb pristriči krila? Predsednik vlade meni, da je tako. Bo v zakonodaji obstajala možnost ukrepanja ob aktivnostih samooklicanih vaških straž, ker to zagotovo, kot sva oba ugotovila, ni za nikamor, po domače povedano. Dobro, gospa Bernarda Škrabar, to je v bistvu vaša tema. Vi ste doktorirali iz takih skupin? Ne še, sem pa upravila rigoros, torej doktorski izpit, tako da doktoriranje me še čaka. Vi zdaj to pripravljate, to se pravi, Varda je konec koncev vaš doktorat, ne? Ni moj doktorat, je pa pač področje torej varnosti in tukaj, ja, to je stvar, ki me zelo zanima in intrigira. Komentar. Jaz mislim, da sprememba zakonodaje je nujna na tem področju, pač da bo država lahko v takih primerih tudi bolj efikasno ukrepala, ker v primeru pač oblikovanja vard Štajerske, Primorske, kakorkoli pač vse, kar je zdaj na vidiku, gre za prevzemanje nalog, ki so v izključni pristojnosti države, se razumemo. In tako je, če vidimo na cesti nekoga, mislim, malo sem si proučila zadevo, ki je oblečen v vojaško uniformo,
uporablja torej neke embleme, celo na zastavi navaja, da je to bojna zastava, uporablja torej imitacijo orožja. Mislim, a veste, tudi če bi jaz le videla nekoga, pa se kar spoznam na orožje, z imitacijo orožja, takole na 50 metrov bi težko prepoznala, ali gre za imitacijo ali pravo orožje. In mislim, da je treba pač se tega z vso resnostjo lotiti, ker pač nek normalen oziroma navaden državljan bo to percipiral kot del vojaške strukture. In tudi, kar se tiče organiziranosti, vse, kar je bilo razvidno do zdaj iz medijev, se tudi gospod Šiško kar uspešno pač nastopa v raznih medijih, tudi to, kar se navaja, pač je razvidno, da te osebe, torej ta skupina, da patruljira, opazuje, pripravlja neke zasede in ne v naši državi se točno ve, kdo ima za to pooblastila, torej in kdo ne. In tudi pravica do samozaščite, na kar se sklicuje, ne more biti, ni absolutna. In to samo oblikovanje seveda lahko predstavlja določeno varnostno tveganje, zato ker gre za enote, ki so največkrat neobvladljive. Torej, se pravim, z vso resnostjo je potrebno to čim prej rešiti. No, v tejle vaši reviji, navedli smo jo že v prejšnji oddaji, Pod lupo pišete tudi o sicer drugem problemu, vendar gre za neko podobnost. Pravite takole, najlažje je biti anonimen in ubijati z besedami. Ampak tudi ta Varda ali katerakoli takšna formacija je na nek način anonimna. To so ljudje, ki se ne pokažejo. Ja, drži. In ravno v tem, se pravim, v tem združevanju in kaj lahko to za sabo potegne, je pač nevarnost neka, ki visi v zraku in ne nazadnje pač govorimo torej o patruliranju na meji. Kaj pa, če se bo res nekaj pač zgodilo? Gre za tudi na drugi strani za organiziran kriminal, ki preteka torej preko meje. Kaj bojo te osebe ravnale, naredile, če bo prišlo do nekega konflikta? Tudi ne nazadnje to lahko vplivajo in morda vplivajo na to, da se organiziran kriminal torej preusmeri drugam. Veste, mislim, to ni kar lahko zajemati, ker pač imam nek občutek, da oni to jemljajo. Ja, dobro. Doktor Šešerko, predvidevam, da ste vi še služili vojaški rok, v bivši JLA, ali ne? Sprašujem, niste ga. No, vidite, zdaj, ker seveda potem, ko je bila odpravljena ta tako imenovana vojska, služenje vojaškega roka, so bili Slovenci zelo veseli, saj veste, nikoli niso šli, saj zdelo se je sinovi preveč radi na to služenje. Zdaj pa pravijo, zdaj smo slišali lahko strokovnjake, da si nekateri pa želijo imeti uniformo, da je to razlog, da je nastala ta Varda, da je pravzaprav tukaj gre za pogrešanje tega, jaz sem vojak in se oblečam in streljam. Kaj vi menite? Ja, jaz se tudi živo spomnim, da je takrat na začetku tiste 10-dnevne vojne, da so bile nekatere skupine, ki so bile izredno učinkovite proti JLA, recimo tam v Prekmurju, pa tudi druge. In glede na to, da se zdaj nekaj sosednjih držav oziroma njihovi desničarski politiki izrekajo, da jim v bistvu pripadajo deli Slovenije, in da glede na naš proračun, glede na predsednikovo ugotovitev, da naša vojska ni operativno sposobna, glede na vse to bi sigurno bilo treba, torej jaz sem bil vedno podpisnik za miroljubne akcije, ampak če se neka dežela, tako kot Slovenija, ne obnaša glede na mednarodne razmere, ki se spreminjajo in ne bo sposobna zaščititi svojih interesov, potem bodo prišli drugi in zaradi tega bi bilo sigurno pametno, da se tu nekaj ukrene. Ampak se ne ukrene nič. Vidite, da je popolna umrtvičenost državnega aparata, v vojski je denarja stalno zmanjka. Torej, ne prepovedati Vardo, ampak v bistvu mogoče ustvariti neko novo skupino nekih graničarjev, ali kako bi človek rekel, ki bo bolj intenzivno varovala mejo kot jo. Ne. Jaz mislim, da bi Vardo bilo tudi eventualno potrebno prepovedati in da mora biti to vse legalno, mora biti po zakonitih poteh vse urejeno, da ne sme tu na podlagi neke panike se reagirati, ampak mora biti profesionalna organizacija in znotraj tega so razne možnosti in je čudno, da se nič ne dogaja, da je dobro.
človek si lahko misli, zakaj se nič ne zgodi, zakaj je ta letargija vlada v slovenski državi, ampak gotovo bi lahko ali sedanja vojaška uprava razširila neke aktivnosti ali zahtevala nekaj več denarja. Jaz tudi mislim, da je treba za stanovanje imeti denar. To je, ni dobenega dvoma, da je slovenski proračun zelo napet. Ampak glede na to, kar smo ravnokar slišali, da teče 3 milijarde mimo tega proračuna, to bi bilo treba tudi recimo ministra za finance vprašati, kam tečejo te 3 milijarde. In te 3 milijarde ne tečejo mimo žepov malih ljudi, ki se komaj iz dneva v dan prebijajo. Tu so tam, kjer so največji zaslužkarji, tam bi bilo treba pogledati in tam bi treba ustvariti pogoje, da bi se ta problem rešil. Gospod Zupan, se vi počutite ogroženi? Zaenkrat še ne, ker nisem imela stika v živo z njimi, vendar kokar spremljam iz medijev ustanovitev ene paravojaške skupine v Sloveniji in s tem povezano širjenje nestrpnosti se mi zdi nedopustno, tako da... No, ampak recimo, če beremo, če je seveda vse to res, kar beremo, to je tudi veliko vprašanje, vse to, kar se dogaja s prebežniki v tujini, vendar se dogajajo neka posilstva, nek kriminal. Se vam zdi, da ne? Ja, v medijih so objavljene zgodbe. Kako ne zdaj to ocenjujem? Seveda to ni zaželeno. Po drugi strani pa pogledajte, kaj se nam vsak dan v Sloveniji dogaja, kar je nezaželeno. Nekako je treba te situacije obvladovati s temi demokratičnimi prijemi, kolikor jih imamo, kolikor so nam na voljo. Drugače bo anarhija.